Športni center Pohorje v prisilno poravnavo. Pomoč pri zaposlovanju ranljivih skupin. Likovna kolonija varovancev VDC Polž. V mlajših kategorijah imamo državne prvake. Dober večer. Športni center Pohorje gre v prisilno poravnavo. Tako so se na današnji skupščini odločili družbeniki. Sprejeli so tudi odločitev za spremembe v lastniški strukturi. Vse to pa je del predlaganega finančnega prestrukturiranja podjetja, s katerim se strinjata tudi banki. Vodstvo je optimistično in verjame, da bodo tako lažje našli strateškega partnerja. Družbeniki Športnega centra Pohorje so sprejeli predlog za prisilno poravnavo. Predlagajo, da bi polovico terjatev spremenili v lastniške deleže, preostanek pa bi odplačali v 4 letih. Brez te konverzije bi družba ne bila sposobna poslovati na dolgi rok. Je pa to seveda ta predah, pomeni čas, kjer lahko poiščemo strateškega partnerja, morebitnega kupca ali upravljalca. Ne govorimo več o privatni lastnini v tej družbi, ampak govorimo o lastnini obeh bank. V teh gradivih pa je govora vsaj o 10 milijonih, kar pomeni 75% Nove Kreditne banke in 25% Nove Ljubljanske banke. S predlaganim se ni strinjala le ena, skoraj 10-odstotna solastnica. Menimo, da bi banke upnice morale prevzeti oziroma odvzeti zastavljene deleže, ki so bili zastavljeni strani lastnikov, in zamenjati poslovodstvo družbe. Družba ima za okoli 60 milijonov evrov dolgov, približno toliko, kot je vredna. Ob razmerah na trgu pa bi od morebitnega kupca težko iztržili več kot polovico tega. A tekoče poslovanje je zaradi trenutno skoraj polno zasedenih zmogljivosti dobro, pravijo. Tudi odpuščanj ne predvidevajo, le zaostajajo s plačili v državno blagajno. Plačujemo normalno obveznosti do delavcev, do njihovih plač, vendar ne v enem znesku, ampak te zneske delimo. Predlog za prisilno poravnavo naj bi sicer vložili še pred počitnicami. V organizaciji mednarodne skupine Erkom in državne agencije Spirit so v Mariboru predstavnikom ruskih nepremičninskih investitorjev predstavili gradbene projekte, v katere bi radi pridobili ruski kapital. Slovenija je namreč zaenkrat Rusom zanimiva, predvsem kot turistična destinacija, zaradi varnosti pa tudi država, v katero bi se preselili. Obstajajo določeni viri na državnem nivoju, katere onemogočajo tudi tujim investitorjem osebno nastopati na slovenskem tržišču in pa morajo to napraviti preko подъятия. Насколько крупный инвестиционный капитал сюда придет, все зависит от тех условий и тех предложений, которые выходят на славянский рынок. Na že drugi tovrstni predstavitvi v letošnjem letu so banke in predstavniki podjetij predstavili večinoma na pol dokončane ali idejne gradbene projekte propadlih gradbenih velikanov. V zadnjih 6-7 mesecih zelo uspešno odprodajamo nepotrebno premoženje, to je se pravi nepremičnine, in definitivno vsak takšen projekt, predstavljamo namreč večje projekte skupine, je ena velika razbremenitev za nas in posledično za skupino. Ruski kapital bi tako lahko rešil slovenski nepremičninski trg pred zrušitvijo, hkrati pa razbremenil banke, ki se utepajo nič vrednih nepremičnin. Po drugi strani pa Rusi, ki se preseljujejo v Slovenijo, ustanavljajo nova podjetja in vlagajo svoj kapital. Po podatkih je bilo leta 2008 v Sloveniji registriranih 18 podjetij z ruskim kapitalom, lani že 180, v letošnjem letu pa naj bi jih bilo že najmanj 250. Sicer pa naj bi se tovrstne predstavitve nadaljevale tudi v drugi polovici leta, saj je Slovenija na ruskem tržišču še zelo nepoznana destinacija. Umetnost je namenjena tudi ranljivim družbenim skupinam. Društvo Škuc zato želi s projektom Aktiv povečati njihovo zaposljivost na področju kulture. Vse do avgusta prihodnje leto bodo v Ljubljani, Mariboru in Pomurju potekale usposabljanja o projektnem in kulturnem menedžmentu. Oblikovale pa se bodo tudi delovne skupine, ki bodo razvijale strategije veččutnega pristopa posredovanja umetnosti. Predvsem slepi in slabovidni v galerijah in muzejih ne more občudovati vizualnih del. Tudi Marko, ki je zaradi genske bolezni oslepel pred 8 leti, lahko umetnine opazuje le s tipanjem. Lani se je udeležil predhodnega programa usposabljanj, zdaj pa je dejaven tudi pri samem projektu. Vsak lahko da nek svoj del, svoje znanje, svoje izkušnje in tako lahko delujemo kot celota. Ozaveščamo o drugem načinu, nevizualnem načinu dojemanja.
Lahko vam govorim o konkretnih rezultatih lanskoletnega projekta, kjer smo v Ljubljani usposobili 14 posameznikov z različnih področij, v Mariboru pa 4, to pomeni, da 19 posameznikov zdaj že lahko deluje v kulturnih inštitucijah. V projekt se je vključila tudi Umetnostna galerija Maribor, ki je prvo razstavo za slepe in slabovidne pripravila pred 2 letoma. Trenutno lahko obiščejo pregledno razstavo umetnika Marka Pogačnika. Je pa res, da več kot eno razstavo na leto ne uspemo prilagoditi. Ne samo, da mi ne bi bili zmožni, ampak tudi zaradi finančnega vložka. Enostavno to zahteva ena sredstva in tudi zelo veliko dela in časa. Projekt, ki ga delno sofinancira tudi Evropska unija, sicer ne razrešuje težav kulturne politike. Nagovarja pa k premikom na področju enakopravnega dostopa do kulture in umetnosti. Javnofinančni primanjkljaj v Sloveniji se veča. V prvem četrtletju letošnjega leta je znašal 10,4% bruto domačega proizvoda, kar je skoraj 2-krat več kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog za tako veliko povečanje dolga je reševanje Nove Ljubljanske banke. Statistični urad je tudi ocenil, da je siva ekonomija v Sloveniji, merjena z dodatno vrednostjo, leta 2010 znašala skoraj 3 milijarde evrov oziroma 8,3% bruto domačega proizvoda. Upokojencem, ki jim je zakon za uravnoteženje javnih financ odvzel del pokojnine, bodo v petek z junijskimi pokojninami vrnili 20% neizplačanega zneska. Preostali del bodo prejeli maja 2014. Pokojninski zavod sicer o izplačilih upokojence tudi pisno obvešča. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjemu prvemu možu Merkurja Binetu Kordežu vročilo sodbo višjega sodišča, ki mu je 5-letno zaporno kazen zvišalo na 6 let in 5 mesecev. Začetek prestajanja kazni še ni znan. Sodbo so vročili tudi nekdanji finančnici Merkurja Janji Krašovec in nekdanjemu članu Merkurjeve uprave Milanu Jelovčanu. Danes Slovenija gosti tudi predstavnike kraljevih družin iz Velike Britanije in Japonske. Britanski princ Edward s soprogo nadaljuje obisk v Sloveniji. Sprejel jo je predsednik republike Borut Pahor, kraljevi par pa se bo zvečer udeležil tudi otvoritvenega koncerta festivala Ljubljana. Koncertu bosta prisluhnila tudi japonski princ in princesa Akishino, ki sta v Sloveniji na 3-dnevnem obisku in ki jo je danes prav tako sprejel predsednik Pahor. Jutri pa bosta obiskala Univerzo v Ljubljani, Postojnsko jamo, čipkarsko šolo v Idriji in Idrijski mestni muzej na gradu Geverkenek. 4 beltinski zanesenjaki iz Društva za kolesarstvo in umetnost so se pred časom odločili, da bodo letošnje počitnice preživeli na prav poseben način. Zjutraj so se na kolesih in ob močni spodbudi domačinov odpravili na kar 1500 km dolgo pot do Pariza. Morda je zgolj naključje, da v Beltincih stoji kavarna s francoskim pridihom in zgodbo iz legendarne nanizanke, kjer so fantje včeraj zvečer dorekli še zadnje podrobnosti nenavadne pustolovščine. Zjutraj se je ob njih zbralo mlado in staro, da jih pospremi na dolgo pot. To nam je veliko podporo in daje nam novih moči pri tem našem podvigu. Tisti z dolgoletnimi kolesarskimi izkušnjami in tisoči prevoženih kilometrov so jim ponujali celo svojo opremo. Takšnimi biciklami se da prejti tudi na konec sveta, samo čedno treba jih žim ravnati, lepo, pomale, višno, zmes počivati kot človek. Fantje so se sicer raje odločili za svoja kolesa, za tisto človeško plat pa vendarle poskrbeli. Imate zadosti hrane, pijače? Ja, mislim, ko smo pripravljeni maksimalno, zdaj pa, če da pa kaj slalom, pa spravite. In potem so se odpeljali. Prvih 10 kilometrov v spremstvu domačega župana in prijateljev starodobniki. Ja, straj me je, to je odvide povedano, daleč je malo. Kaj smo mogli, smo sam napravili, veseli smo, ko je pa sam najveseli, smo, če pridejo domov srečno. Če bo vse tako, kot so si zamislili, se bodo 4 ljubiteljski kolesarji vrnili čez 14 dni. S pozdravi iz Pariza seveda. V varstveno-delovnem centru Polž bodo letošnjo 20-letnico delovanja zaznamovali kar se da ustvarjalno. Tako so danes pripravili likovno kolonijo za varovance vseh svojih enot. Za osrednjo temo pa so si tokrat izposodili kar Ježko vers Sončne ure. Dvorišče varstveno-delovnega centra se je danes spremenilo v pravo slikarsko ustvarjalno delavnico. Na belih platnih so se kmalu začeli kazati prvi obrisi slik. Kdo vam je dal ideje za današnjo sliko?
Sam sem se izbral tole okvir in sem sam narisal in tudi sam zalepil in sam tudi štikam zdaj danes. Meni je zelo všeč, da sem lahko danes prišel na likovno kolonijo, pa da imamo lepo vreme, pa da mi je všeč, rad barvam na platno. Frančišek nam zaupa, da sicer najraje riše s svinčnikom. Rad rišem, sem ne tako z ščorpačem, ker ne morem pol risati tako čopič. Ampak danes se nisi nič zmotil. Ja, sem se kar precej. Za spodbudo in ustvarjalne zamisli sta s svojim obiskom kolonije skrbeli kar dve odlični umetnici. Moram reči, da sem že sodelovala z enoto v Lenartu, pa spoznala, da tudi mene to zelo nabija z energijo in vidim, da so taki pravi mali umetniki, pravi ustvarjalci, super. Ustvarjalni so, moram reči, imajo tudi svoje ideje, to ni samo naše delo, tako da je luštno z njimi. Ustvarjalnost je pravzaprav pomembna aktivnost, pomembna stvar, ki jo pravzaprav mi razvijamo vsak dan, ne samo preko slikanja, ampak preko tudi drugih kreativnih tehnik. Naši uporabniki so zelo veseli, kadar kreativno ustvarjajo in mi pravzaprav tudi. Nastala likovna dela bodo na ogled v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, kjer bo konec oktobra tudi osrednja prireditev ob njihovi 20-letnici delovanja. Medtem ko so v Mozirju pričeli s prvim članskim turnirjem državnega prvenstva v odbojki na mivki in bodo v tej konkurenci do konca julija tekmovanje izvedli še v Žužemberku, Mokronogu in Kranju, so z enakimi nivoji turnirjev pričeli v mlajših kategorijah. Kot prvi so se za državne naslove v Črešnjevcu ob Dravi pomirili 13-letniki. Z naslovom državnega prvaka se bosta eno leto ponašala Rok Možič in Jaro Vezjak. Ja, to je moj prvi naslov. Ja, ni bilo lahko, saj smo vadili čez celi teden in ja, pokazalo se je, da smo midva boljša. Srečen sem, ker smo bila z Rokom prva, so pa tudi vplivale vremenske razmere, sonce pa veter. Finalna tekma, ki je pomenila vrh enodnevnega tekmovanja, je bila družinsko obarvana, saj je na drugi strani mreže igral Jarotov dvojček. Predtem sta para odigrala 4 tesne dvoboje in vsak je zmagal po 2-krat. V najbolj pomembnem sta Peter in Urban morala stisniti roko nekoliko boljšima Roku in Jaru, ki sta zmagala s 15-11 in 15-10. Ja, bilo je fej zahtevno, zato ker je to pač moje tako bolj prvo veliko tekmovanje. Nekaj brezveznih napak smo naredila, to je tudi pa vse redno. Smo tudi nekaj točk dobila in to je bilo tudi odločilno. Med dekleti sta do naslova državnih prvakinj prišli šele 11-letna Žana Sporer-Zdovc in 10-letna Maša Božič. V Črešnjevcu, kjer bodo ta konec tedna izvedli še državno prvenstvo do 15 let, se je predstavilo kar nekaj igralcev iz odbojkarsko znanih družin. Ob priimku Možič so vam verjetno poznani še Hafner, Kšela, Rozman. V soboto bo živahno na cestah okoli Pohorja. Kolesarsko društvo Branik bo v okviru festivalskega dogajanja na Lentu organiziralo kolesarski maraton okoli tega štajersko-koroškega hribovja. Start 35. različice bo ob 9. uri na Trgu Svobode, tisti, katerim je 150 km preveč, pa lahko izbirate še med 3 krajšimi progami. Prva novost, ki bi jo poudaril, je to, da seveda bojo tekmovalci na dolgi progi si lahko izmerili svoje čase, zato smo pripravili te merilne čipe, kjer bo seveda zapisali čas in bomo tam potem na koncu tudi razglasili. Druga novost pa je ta seveda, da bomo poskrbeli za krepčila in za ostale nujne potrebe za tekmovalce seveda na točkah, kjer je hitrost najmanjša, zato da ne bo nekega nepotrebnega ustavljanja med samo dirko in da bojo seveda lahko odpeljali, bom rekel, glede na svoje sposobnosti, najbolj optimalno. Finančni ministri Unije so v drugem poskusu dosegli dogovor o novih pravilih za sanacijo in likvidacijo bank brez obremenitve davkoplačevalcev. Nova pravila določajo, da bodo pri prevzemanju bremena pri reševanju bank delničarji, upniki, varčevalci z več kot 100 000 evri na računu in nacionalni skladi iz prispevkov bank na vrsti pred davkoplačevalci. Vloge pod 100 000 evri bodo nedotakljive. Ministri so dosegli načelni dogovor, ki je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom. Na Portugalskem poteka enodnevna splošna stavka proti varčevalnim ukrepom, o katerih se je portugalska vlada dogovorila z mednarodnimi posojilodajalci v zameno za finančno pomoč. Portugalski sindikati ravno v varčevalnih ukrepih vidijo razlog za vedno večjo brezposelnost in recesijo. Stavka je ohromila javni prevoz.
Odvoz smeti in dostava pošte pa sta danes skoraj popolnoma ustavljena. Stavko občutijo tudi v bolnišnicah, šolah in na univerzah. Kevin Rudd je prisegel kot novi avstralski premier skoraj 3 leta potem, ko ga je z tega mesta izrinila Julia Gillard. Gillardova je v sredo na tajnem glasovanju izgubila položaj predsednice vladajoče laboristične stranke, zato je napovedala umik iz politike in odstop z mesta premierke. Po smrti Steva Jobsa so znova postali popularni stari, že desetletja neuporabljeni, shranjeni v kleteh na podstrešjih Applovi računalniki. Na dražbi se tako prodaja Apple I, narejen leta 1976, ki še danes deluje. Lastnik pričakuje, da bo zanj iztržil približno $500 000. Enak računalnik so na dražbi v Nemčiji prodali za $640 000. Poglejmo še vremensko napoved. V petek bo več oblačnosti, plohe nevihte lahko pričakujejo predvsem na zahodu in severu države. Zjutraj bo ponekod po nižinah v notranjosti megla. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo nestanovitno in razmeroma sveže vreme. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja.